Lepo pozdravljeni v Mohorjevi družbi, kjer danes gostimo malečniško kuharico, ob njej pa dva izvrstna gosta, in sicer dr. Sebastjana Valentana iz župnije Malečnik, glavnega pobudnika tega izjemnega projekta, in zaslužnega profesorja, dr. Janeza Bogataja, etnologa in enega vodilnih strokovnjakov na področju gastronomije. Lep pozdrav obema. Ja, dobro dan. Žal moramo opravičiti gospo Valerijo Bračko, predsednico Društva malečniških gospodinj, ki je danes žal zadržana. Če nismo ravno štajerskih koncev, za Malečnik morda sploh nismo vedeli. In do nedavnega, ko je tamkajšnjo sceno razburkal novi župnik, dr. Valentan, in tako državo seznanil s kulturno, sakralno dediščino, bogastvom tega kraja. V Malečniku imajo katakombe, Glazerjev festival, pošto z osebnimi pozdravi papeža, od nedavnega tudi zelo poseben status Cerkve Marije na Gorci. Skratka, vsem tem smo lahko brali v nacionalnih medijih. Dejansko ste umestili Malečnik na kulturni, verski in turistični zemljevid Slovenije. Malečniška kuharica pa je luč sveta ugledala letos pomladi. Zgodba te knjige, ki je zelo klasična kuharica, hkrati pa vse prej kot navadna, je zelo zanimiva. In mislim, dr. Sebastjan Valentan, da boste vi najbolje povedali. Vse se je začelo leta 1869 in sicer s tole fotografijo na začetku. Hvala lepa za vaše vprašanje. Pozdrav dr. Bogataju, pozdrav vsem obiskovalcem in seveda urednici. Res je zanimiva zgodba, ki ima veliko spominov. Prinesla mi je kmalu, ko sem prišel v Malečnik, ena gospa, danes jo zelo dobro poznam in poznamo, gospa Anica Žižek, recepte, rokopis receptov svoje mame in povedala, da so to recepti, ki jih je zapisovala po navodilih šolskih sester, ki so nekoč delovale v Malečniku. Namreč tukaj smo zdaj kar srečali nekaj novih stvari in zahteva to malo širši uvod, če mi dovolite. Namreč Marko Glaser je ena najpomembnejših osebnosti Malečnika in zelo pomembna osebnost tudi Maribora, Štajerske, slovenske in avstrijske. Namreč Marko Glaser je bil skoraj 50 let v 19. stoletju župnik v Malečniku, bil je pesnik, pisatelj, prevajalec, pravijo najboljši prijatelj škofa Slomška, in škof Slomšek ga je tudi pooblastil, da je organizacijsko, upravno in pravno prenesel po njegovih navodilih sedež škofije iz Šentandraža v Maribor. Zaradi tega ga je potem tudi cesar nagradil s posebnim odlikovanjem cesarskega dvora. In Marko Glaser je v svojem vizionarskem pogledu želel tudi to, da bi se ženska mladina izobraževala, in ker je, preden je prišel Malečnik, deloval kot dvorni kaplan pri graškem škofu, je tam spoznal tudi šolske sestre v Gracu in jih je naprosil, če bi prevzele vzgojo in izobraževanje v Malečniku. Prej je dal postaviti mogočno poslopje, samostan, v katerega so se sestre vselile in seveda začele s poučevanjem, hkrati pa tudi s prirejanjem kuharskih tečajev. In že omenjena gospa Anica Žižek mi je torej prinesla rokopise svoje mame, ki je bila pa tečajnica pri šolskih sestrah. Vsa ta zgodovina, širina vsega tega me je res nagovorila, da sem predlagal predsednici Društva malečniških gospodinj, če bi skupaj naredili en lep projekt in seveda potem tudi vam, Celjski Mohorjevi založbi, da bi izdali v knjižni obliki te recepte, ki so dragoceni tudi za današnji čas in na nek način poklon vsem tem, ki so na njih delali. Dr. Bogataj, kakšna je bila gastronomska podoba na Slovenskem konec 19. stoletja? Bi lahko rekli, da lahko ta čas nekako razdelimo na čas pred šolskimi sestrami in po njih?
Ja, najprej lep dober dan vsem, hvala založbi za povabilo, pa posebej pozdravljam tudi gospoda Valentana. To popolnoma drži, se pravi, to bi rekel pedagoško delovanje šolskih sester, pa tudi v Šolink, recimo v Ljubljani, in še nekaterih drugih krajih, je pomembno, bi rekel, poseglo na področje kulinarike in gastronomije. Še danes se mi dogaja, da ko grem na teren, recimo, pa se v kakšni družini pogovarjamo, recimo njihovi že pokojni stari mami, pa rečejo, ja, ona je bila pa izvrstna kuharja, veste, ona se je učila v Prnunah. To je bila dejansko blagovna znamka, če uporabim današnjo terminologijo, ki je seveda vnesla v slovensko kuhanje eno pomembno sestavino, in sicer to, da ni kopirala tujih vzorov, ampak jih je predvsem kapirala, to je eno, in pa, da se je usmerjala v lokalno in regionalno. Zato sem zelo vesel, da če srečam recimo kakšno knjigo takega tipa, kakšna je Malečniška kuharica, vedno rečem, ja, one so bile pa več kot 100 let pred tem, kar je danes v svetu, bi rekel, na prvem mestu. Ker na prvem mestu sta dve stvari v svetovni gastronomiji, lokalno in regionalno, in pa kulturna dediščina. V tem primeru prehranska kulturna dediščina. To so glavne sestavine, ne to novodobno globalno kuhanje, ko dobiš takle krožnik z luknjo v sredin, pa 3 packe bučnega olja, ampak seveda dediščina ne kot ponovitev zgodovinskega spomina ali pa nek živi muzej, ampak predvsem spoznavanje teh vrednosti in vrednot, bolj rečeno, in bi rekel prilagajanje tega sodobnim prehranskim usmeritvam. Tudi ta knjiga je nastala tako, da so malečniške gospodinje vse recepte skuhale in jih prilagodile današnjemu okusu. Če pogledate recimo, kaj se v zadnjih 200 letih recimo naredili na tem področju v Sloveniji, so ogromne spremembe. Danes odsvetujejo ogljikove hidrate, takrat so jih močno pospeševali in tako naprej. Močnate, oddelek z močnatimi jedmi je bil najmočnejših, recimo. Na drugi strani ne najdemo v starejših kuharskih knjigah, pa tudi v takih rokopisnih zapiskih, kaj veliko receptov o kruhu, recimo. Jaz sem zdaj pač eno knjigo napisal o kruhu in sem te stvari zelo natančno pregledal. Že Valentin Vodnik nima za eno samo vrsto kruha recept v svojih kuharskih bukvah. Zakaj? Zaradi tega, ker tukaj ni bilo potrebno izvajati neke inovacije, neko izobraževanje, ker daj nam danes naš vsakdanji kruh tega pravila, so se ljudje pač držali, in danes bi jadikovali, češ, ja, nimam belega kruha. Takrat so pa vedeli, da bel kruh je praznični kruh, drugače so pa vsakdanji kruh je bil pa malo drugačen, in so pač znali živeti z, bi rekel, ekonomskimi in siceršnjimi življenjskimi možnostmi, ki jih je dalo njihovo obvladovanje del, poznavanje narave in tako dalje in tako dalje. Tako da, če še enkrat to ponovim, šolske sestre so eden od pomembnih mejnikov v zgodovinskem razvoju prehranske kulture na Slovenskem. V Malečniku so to kuharico vzeli res za svojo in ne povem, da je to že ponatis te knjige, zato smo tudi malo zamaknili predstavitev tu v Ljubljani. Na tem dogodku, ki smo ga imeli takrat v Malečniku, je bilo mogoče videti tudi izvirnik tega zvezka, gospe Alojzije Koletnik. Moram reči, da tako na prvi videz ni zadeva
ne deluje prav zelo opetavno, oziroma pač en zelo star zvezek. Ta navdih vaš, oziroma kako ste to navdušenje, to spodbudo prenesli na vaše gospodinje, ker se mi zdi, če bi bila danes z nami gospa Valerija Bračko, bi to povedala iz lastnih izkušenj, ampak bilo je veliko dvomov, veliko preprek, veliko dela, to je bilo v času korone, skratka, kaj se je potem pri vas dogajalo celo leto? Ja, mene je pač ta zvezek navdušil po sami obliki in vsebini. Mogoče smo pač različno dojemamo stvari, tudi krasna, lepa pisava, ne? Včasih so v šoli ocenjevali lepopis, ne? Danes tega ni več, zato pa vidimo rezultate tega umanjkanja. In seveda zvezek ima tudi trde platnice, torej je bil nek spoštovan del te domačije, hiše oziroma te gospe, ki ga je ustrezno hranila in potem ga je od nje prevzela tudi njena hčerka, ki ga je ponesla tudi na svoj dom in je bil pravzaprav z njo dediščina njene mame je bila to in je bila zelo cenjena. Seveda sami recepti, na to se dr. Bogataj, s tem se on ukvarja in on ve, kakšna je vsebina tega, to samo po sebi meni ni veliko pomenilo. Pač pa to, kar sem na začetku omenil, povezanost z zgodovino, povezanost s šolskimi sestrami, ki so prišle v Malečnik in tukaj pustile eno pomembno sled pri nas, čeprav so jih kasneje odslovili najprej v času druge svetovne vojne Nemci, potem seveda tudi naši novi oblastniki niso bile več zaželjene pri nas, ampak to so že druge zgodbe. Kakorkoli ljudje v Malečniku, Žubljani, krajani so sestre ohranili v izredno lepem spominu. In jaz sem o teh sestrah slišal, še zdaleč pa nisem takrat pomislil, da so one prirejale tudi kuharske tečaje. Danes, ko vse to vem, kako so stvari tekle, bom vedno pozoren, ko bomo sestre omenjali. To so bili pa gotovo znameniti kuharski tečaji zraven. In seveda Marko Glaser kot tako prominentna osebnost našega kraja, ki jo sedaj počasi malo vlečemo iz naftalina, namreč ostal je prav zaradi Antona Martina Slomška, mogoče malo v senci, sicer pa neupravičeno in hvala Bogu imamo pa zdaj ogromno dela z njegovim raziskovanjem, z njegovimi spisi, pridigami, veliko je vsega, kar prihaja sedaj na dan in je dragoceno in je bogato. Vse to se mi je nekako začelo vrteti po glavi, ko sem dobil ta rokopis in prvi naslov, seveda so bile članice društva malečniških gospodinj, ki imajo v našem župnišču svoje prostore. Upal sem, da bo ta projekt stekel dosti bolj hitro, kljub vsemu pa, ker je kar veliko receptov v tej odlični knjigi, lahko rečem, da je vendarle prišel do lepega zaključka. Seveda pa pri vsaki pomembni stvari, ki jo v življenju počnemo, ne gre kar tako enostavno. Nepotreben napor in če je dovolj napora vloženega, znamo to tudi bolj ceniti. Zdaj, kakšne so bile mogoče okoliščine, ki niso omogočale tako hitrega pristopa k temu, da bi lahko knjiga prej zagledala luč sveta, o tem bi lahko več povedala gospa Bračko. Jaz sem vesel samo tega, da so članice pristopile k temu projektu, da so ga vsaj večino, lahko rečem, tudi res vzele za svojega, da so se poglobile v te recepte, nekatere odkrile določene stvari na novo in to je pravzaprav res bogatstvo tega projekta in te kuharice, da znova kuhamo danes to, kar so kuhali včasih in se nam zdi fino, se nam zdi moderno, se nam zdi in, ampak v bistvu ni nič posebnega.
ko sem rekla, da ni bil navdihujoč ta zvezek, sem imela v mislih, ko so ga ženske zagledale, kaj lahko tak zvezek v poplavi kuharskih knjig danes ponudi sodobnemu človeku. Pa bi vas, gospod Bogataj, vprašala, to je ta meja, ne? Če gremo v neko historično kuharico, ki jo hočemo pač oživeti, neko dediščino in hkrati narediti nekaj sodobnega. Tu hodimo kar po tanki meji, da ne gremo preveč v eno ali drugo smer, da je zadeva neuporabna ali da pač ni več avtentična. Veste, danes smo popolnoma že pozabili, kaj so naši predniki govorili, recimo, ko so posadili drevo, ne? Da drevo posadiš za vnuke in pravnuke. Danes mora biti vse, zjutraj dobiš idejo, zvečer mora že knjiga izita. Zdaj, seveda, ta zvezek nas opominja na to, da je seveda na terenu še zelo veliko takih in podobnih zvezkov. Sam jih imam skoraj eno polico, iz naše družine, pa tudi od malo bolj oddaljenih sorodnikov in popolnoma neznanih ljudi. Kako ima recimo tak zvezek lahko pomembno veljavo, sem spoznal pred časom, ko mi je ena gospa pisala iz Zagreba, ne vem, kje je dobila moj naslov, in je rekla, da ima 2 zvezka rokopisnih receptov v nemškem jeziku sicer, ampak od njene stare mame nekaj tazga. Če bi me to zanimalo, jasno, moj odgovor je bil takoj pozitiven. In ko sem listal drugi zvezek, kar naenkrat zagledam recept, pisal gor Vohajner torte, kar pomeni bohinjska torta. Neverjetno. In jaz sem bil tako navdušen nad tem, to je torta čokolada orehi, in zadevo prevedem, nekaj sam, nekaj s pomočjo moje svakinje, ki je lingvistka, germanistka. In prvič, ko sem šel v Bohinj, sem obiskal hotel Bohinj, to je tam pri Janezovi cerkvi, in sem rekel, poslušajte, jaz sem pa našel recept za bohinjsko torto, to bi lahko bila ena od atrakcij ponudbe v Bohinju. Takoj so bili za to, jaz sem jim recept posedal in zdaj se ta torta tam dobiva. Tako da tukaj vidimo, kako se lahko določena stvar ponudi, ki je bila del nekega izobraževalnega sistema, v tem primeru šolskih sester, tudi v sodobnem času. Je pa tukaj treba povedati, da je to zelo težko delo, tako kot je že nakazal gospod Valentan, to ne more biti kar čez noč, ampak je en proces. Dejstvo pa je, da tudi na področju izobraževanja bodočih kuharjev in kuharic se premalo dela v tej smeri. Tukaj bi vam lahko do večera danes povedal zgodbe iz prve roke, tako rekoč, kaj vse danes ljudje ne znajo na tem področju. To je tragedija. Tudi vi ste na začetku rekla, da malo kdo ve za Malečnika. A veste, jaz sem dal še šolo osnovno skozi po drugi svetovni vojni, takrat še ni bilo ekranov, takrat še ni bilo slikovitih učnih pripomočkov, ampak smo mogli vse napisati. Jaz, če bi bil predsednik države, bi takoj uvedel lepopis nazaj, kot predmet, ker to nas je discipliniralo, dobili smo občutek za prostor in tako naprej. Se pravi to in pa najtežja naloga pa je, če rečeš, tukaj imaš eno tradicionalno jed, je pa iz tega nekaj narediti, eno interpretacijo za sodobnost. Tudi pri mojih knjigah nekaterih vidim, da so ocenjevalci napisali, da so to pač stari recepti. Pa ni res, recepti so posodobljeni, ampak govorimo o dediščini. In vedno vsaka generacija naslednja odbira dediščino.
nekaj ostane na situ zgodovine, nekaj pa neusmiljeno pade skozi. In seveda, tudi tisto, kar pade skozi, je vprašanje, ali to zavržemo, ali na nek način ohranimo. Se pravi, ne bomo tega kuhali zaenkrat, lahko se pa enkrat to zgodi. Ampak je treba te stvari na nek način uskladiščati. In sodoben čas ti omogoča različne načine tega skladiščenja. In v tem smislu vidim tudi eno od poslanstv te knjige. Ta knjiga ima več poslanstv, ampak eno od njih je prav to. Zdaj, že na začetku sem omenil, da je bilo več teh šol, ki so jih vodile redovnice. Omenil sem ljubljansko šolinke, mislim 1888 so s prvim tečajem začele, potem Tomaj je bil zelo znan, Šentjur je v južni železnici, Šentjur pri Celju, kjer je zdaj kmetijska šola, pa verjetno še kaj. Povem pa mogoče še en primer, ki je najnovejši. Zdaj se spravljam pisati nekaj na temo naše družine in sorodstva z tega zornega kota. No in moja stara teta je bila svojemu bratrancu odkar je končal teološko fakulteto, pa do njegove smrti je bila njegova kuharica, gospodinja. In sem popolnoma po naključju našel med nekimi drugimi papirji eno pismo, ki ga je napisala njena sestra, ki je živela na Gorenjskem, ampak kot mlada deklina je hodila na neko šolo sester v današnji Avstriji, ne na Koroško. In očitno je ta moja teta napisala, ja veš, zdaj bom prevzela gospodinstvo pri Francetu, kaj ne pa kuham. In ona je na format osmerke, to je ta podaljšan format, ne A4, kot ga danes uporabljamo, z drobno pisavo, lepo pisavo napisala, kar tako v vezani obliki, se bere kot ena pripovedka, recimo, kaj ne kuha. Tako da jaz sem to seveda zdaj natančno vse prepisal in sem že vzpostavil stik z njenimi dediči, če imajo morda še kaj o njej ohranjenega. Zelo, zelo zanimivo. Zelo zanimivo. Ene jedi, za katere sem prvič slišal, recimo, in tako naprej. In to so zanimivosti, s katerimi in po katerih smo mi lahko prihodnje razpoznavni. Ne samo doma, ampak tudi po svetu. To je zelo, zelo... Ne pa mi govoriti, jedi naših babic. Jedi naših babic so čevapčiči, pa jedi naših babic so mesni doručak, kako se to imenuje. Jaz sem dedek in to so tista 60, 50 pa 60 leta. Takrat so se take stvari kuhale. Tudi bi morali danes govoriti o jedeh naših praprababic. To je to. Je pa, če dovolite še to, kar prekinite me sicer, je pa zelo zanimivo posega če dlje nazaj, se pravi v obdobje pred šolskimi sestrami, se pravi kakšnim avtorjem ala Valvazor, recimo, in to so zelo, zelo zanimive zadeve, ali pa recimo kancler oglejskega patriarha 15. stoletje Pavlo Antonino, ki je škofom potoval na vizitacijo dvakrat, enkrat v Dravsko dolino tudi, in pravi za Dravsko dolino, da pojedo zelo veliko mesa. No, ampak to so pa zelo, zelo zanimive stvari, za katere v tej naši ljubi sodobni Sloveniji tudi ustvarjamo vse drugo prej, kot pa en pravilen odnos do tega.
In pogostokrat ustvarjamo neke stereotipe, o te, recimo, bo mašina in grad, pa bojo naredili srednjeveško pojedino. Ja, kaj pa bo to? Ja, z rokami bomo jedali, to je čisto zgrešeno, Redna oprema vsakega odraslega človeka v srednjem veku je bil nož, in so bile vilice, recimo, take dvorogeljne, in zakaj? Zato, da si ti tisto pečenko, ki se je na ražnju vrtela na bodu, z nožem odrezal in potem spet na bodu odrezan kos in ga nesel v usta, Žlica je prišla zelo pozno, Ja, če smem tukaj nekaj dopolniti, ravno ker omenjate gradove, lani sem bil na eni razstavi v gradu Negova in tam so ravno prikazovali, mislim, da je bilo 17. stoletje, so bili na takih velikih plakatih tudi natiskanih nekaj receptov, kaj se je takrat jedlo, kakšne gostije so prirejali, koliko loncev masti so porabili, koliko žab so pojedli, koliko rib so ulovili v tistem vidre tudi. In torej neverjetno, kako bogata je bila kulinarika in kako so znali vse to ceniti, zapisati in tudi to je eno veliko odkritje za današnji čas. Ja, in recimo, če tudi jaz še nadaljujem malo, ta Paolo Santonino, on reče, najprej so nam postregli to je bilo enih 10, 12, 15 krožnikov in ko smo se že dobro najedli, so prinesli še popolnoma sveže pečen bel kruh perlic z medom. To vemo pa, da so v tistem času, to so bili predstavniki zgornjih družbenih skupin, da so si včasih pomagali tudi s tem, da so si s prstom bruhanje ustvarjali, da so iz prazne želodci jedli naprej. To je pa druga plat medalja. Ampak tudi podložniki so pa spoštovali ritem vsakdanjikov in praznikov. In se je točno vedela, mene včasih rečejo, zlasti v medijih, ja, kaj pa naj postrežemo za Božič? Ja, pravim, Božič je praznik, to se pravi ne neko vsakdanjo jed, ampak neko praznično jed. In vem iz številnih primerov, da zlasti zdaj nekatere mlade družine v Sloveniji so začele Božič uporabljati za to, da skuhajo nekaj iz dediščine. Recimo še pred 30 leti je bilo zelo običajno, da so kuhali kakšno indijsko jed za Božič ali kaj podobnega. To je zdaj mimo. Zdaj pa tudi meni pišejo mnogi vsako leto po elektronski pošti, ali imate kakšen originalni recept iz te pokrajine slovenske. Mi smo slišali, da je bila, taka in taka pogača in jim bolj pošljem, če imam ta recept in ga pošljem, seveda. To je zelo dobro, tako da se ljudje le zavedajo, ampak tega bi bilo lahko več. Recimo, šolski kurikulum je popolnoma problematičen na Slovenskem, in še to povem pa nekaj. Pred časom sem na Štajerskem obiskal eno šolo, oziroma so me povabili, če jim naredim eno predavanje o tem, kako živeti s kulturno dediščino v sodobnem svetu. In ko je bilo predavanje konec, otroci so zelo odlično poslušali, mi reče ravnateljica, a vas lahko povabim na kosilo? Sem rekel z veseljem, a greva tle nasproti šole je ena gostilna, ali gremo v šolsko kuhinjo? Sem rekel, obvezno v šolsko kuhinjo, v interesu raziskave. Jaz imam vedno fotoaparat s seboj, in že ko sem se bližal tistemu razdelilnemu pultu, kot temu pravijo, in videl dve zajetni kuharici z aluminijastimi zajemalkami v rokah, sem rekel ravnateljici, kaj pa imate dan za kosilo? Reka, bograč. Ampak to ni bilo v Prekmurju, to je bilo na Štajerskem, med Celjem in Mariborom.
Rekel bograč, sem rekel, a res, a bograč, no to me pa zanima. Že oddelać sem videl, da je bila to bogračeva juha, ne pa bograč. No in dobil tisto zajetno zajemalko te čudne zadeve in jasno, potem sem rekel, da imam čas težave želodcu, da ne bom mogel vsega pojesti, ne. Sem se zlagal. No in rečem ravnateljci, ja pa ste vi otrokom po razglasnem sistemu, ki ga imate na šoli, povedali 3 stavke o bograču. Od kdaj ga kuhamo v Sloveniji, od kod prihaja ta bograč in kaj ta jed pomeni? Je pa rekla, ja, kje ne pa dobim podatke, jaz sem zdaj ste me užalili. Med drugim tudi v skoraj vsaki moji knjigi, ki govori o kulinariki Slovenije, je rekla, ja, ta ideja je pa dobra. Sem rekel, ne potrebujete več kot 5 minut in boste videli, otroci bodo z veseljem pa to pojedli, ker bodo vedeli, kaj jih čaka. Bojo komaj čakali, da to poskusijo. To je en tak iztrgan primer, ki dokazuje, da je treba zelo, zelo malo narediti, da dosežemo lahko en velik rezultat. Če se vrnemo malo nazaj k malečniški kuharici, prej ste omenili ta človek včasih naleti na tak zaklad, kot je ta bohinjska torta. Tole imamo danes nekaj izvrstnih dobrot, pravzaprav popolnoma iz malečniške kuharice. Če so nam janeževi upognjenci pa jabolčno pita še kar znane dobrote, imamo pa tudi malo prilagojeno ajdovo torto. Pa še nekaj takih receptov, ki so se skoraj proslavili že iz te kuharice. Kaj bi bilo takega, kar bi bilo za uporabiti? Kar bi bilo tudi mogoče za turistične promocijske namene, pa se je kakšen recept iz te domače zadeve nagovoril. Pa mogoče kar gospod Valentan, ker bi ste imeli priložnost, da si kaj poskusiti. Ja, jaz bi se malo navezal na to, kar je rekel dr. Bogataj o torti. Tudi v malečniški kuharici je prav ta ajdova torta res nekaj posebnega. Pravzaprav je ajdova torta, marsikdo bi rekel, ajdove torta, to pa ne bomo jedli, to bomo pustili, ampak res je odlična. Jaz mislim, da je to kar postala zdaj neka promocija tudi malečnika, če želijo, lahko postane. Vsekakor pri nas v župnišču in v Glazerjevem salonu in galeriji jo redno postrežemo gostom. In je sploh zdaj nekaj časa drugih sladic nismo pripravljali, kadar imamo pač slovesne večerje, recimo ali pa kosila, ko prihajajo ljudje od drugod, na koncu postrežemo preprosto rezino ajdove torte. Vsi gledajo, kaj to je, jaz potem z veseljem razložim, predstavim in v glavnem so bili do zdaj vsi navdušeni in res velika promocija za nas in to lahko gre potem seveda v svet širom okrog, preprosta jed, ki naredi lahko dogodek pa kljub temu zelo slovesen. Tukaj moramo razlikovati. Eno so gosti iz Slovenije, ki pridejo v Malečnik, recimo, ali pa kamorkoli drugam. Drugo so pa gosti iz tujine in pri tujih gostih, ali pa pri drugih gostih moramo upoštevati, odkot prihajajo. Recimo iz ene razvajene nekdanje zahodne Evrope bi bilo to izjemno pozitivno dejanje, če bi jim postregali ajdovo torto. Zdaj, recimo, jaz neštekrat, ko predavam za gostince, rečem, dajte v menije tudi ajdo. In sicer ajdovo moko in ajdovo kašo. Kaše so zelo, zelo zanimive. Letos praznujemo, oziroma je leto prosa. Prosene kaše, tudi prosene moke v svetu. Združeni narodi so to razglasili. To je najbolj množično žito na slovenskem bilo. Medtem, ker ajda je pa zelo hitro prevzela srca takratnih Slovencev v 16. veku, recimo pa v 17. predvsem.
Skratka, je zelo važno in bolj enostavne jedi so, bolj so zanimive za razvajenega svetovljana danes, ne. In recimo ljudje imajo pa seveda do teh jedi čas tudi kakšno zavoro, in ker jih spominja recimo na težko življenje njihovih staršev, ne? Ampak to je zaradi tega, ker manjka prava pedagogika. Ne? To je vse samo vprašanje vzgoje. Seveda velike naloge na tem področju, poleg šole ima tudi družina. Ne? In seveda sploh ne pristanem na argumente, ki jih pogostokrat slišim, češ, ja, danes pa ljudje nimajo časa. Časa je danes ogromno. Mečemo ga z lopato čez okno, ne? In je samo vprašanje, kako si organiziramo določen dan ali pa določeno obdobje. Jaz se spominjam, ko sem hodil še v gimnazijo, seveda, ja, pa v osnovno šolo. Pred Božičem in teden je mama začela pripravljati. Ne? En dan je spekla vaniljeve kifence, recimo, drug dan huzarske krofke s kapelco marelične marmelade, tretji dan neke ploščice z citronskim prelivom in tako naprej. In je to lepo zlagala v porcelanaste posode, prekrila s prtom, dala v spalnico na omaro in rekla, to bomo imeli pa za Božič, da slučajno ne bi prej kaj jedel. Ampak jaz sem bil že takrat kar ustvarjalen z rokami, ne? In sem zelo na poseben stil sem imel, da sem iz sredine ven pobral, da navzorje zgleda, da so ti piškoti tako, ko morajo peti, sredina pa počas vodila nastala. In potem je moj oče seveda vedno uporabil, bi rekel, vzgojni ukrep. Sem jih dobil par okrog ušes ali pa po riti, ne? Danes bi prišel z advokatom. No, in zadeva je bila pač na ta način urejena, da smo kljub vsemu imeli dovolj piškotov in vsega ostalega za tako božični večer kot naslednji dan za božično kosilo, ne? In se je zadeva lepo stopnjevala. Tudi mama ni nikoli jamrala, nimam časa. Ne? Danes pa časa ogromno. Ne? Ljudje delajo od doma, ne vem, kaj delajo, res. Tako. Če za piko na i, vseeno še pa opozorimo na te čudovite fotografije. Kolega Neuwirth je avtor. Nič ni nam pač prepuščeno na ključju pri tej knjigi. Zelo ste se potrudili tako s posodo, tako s fotografiranjem. Veliko truda je bilo, oziroma pozornosti temu namenjeno, ne? Ja, res je. Tudi tukaj zahvala založbi in zahvala dr. Bogataju, ki je predlagal tak način. Boste mogoče že vi kaj potem povedali. Jaz sem vesel tega pristopa, tudi tega, da smo naredili to fotografijo, posodobljeno, poustvarili pravzaprav črno-belo fotografijo šolskih sester s tečajnicami na prvi strani notranji in na zadnji strani notranji pa sodobna fotografija sedajšnjih članic Društva maličniških gospodinj in nekaterih, ki so še prišli zraven in pomagali pri tem projektu. Prav tako pa smo na ta dan fotografiranja povabili tudi nekdanje, torej oziroma sedaj naslednice šolskih sester iz Malečnika, to so danes frančiškanke brez madežnega spočetja, ki imajo svojo glavno redovno hišo v Slovenski Bistrici in z njimi gojimo res en lep odnos. Posebej, ko smo to knjigo začeli, smo znova vzpostavili ta kontakt in smo veseli, da se sestre rade odzivajo in so seveda tudi same ponosne in vesele, da so njihove predhodnice zapustile to bogato dediščino. Seveda, omenili ste fotografije, omenili ste recepte, da so bili prekuhani, prepečeni. Veliko je bilo res dela in ponosni smo danes na to knjigo. Že na to, kar ste omenili, da je prvi natis
pošel, kmalu, mislim, da v roku enega meseca, ni bilo več knjige za dobiti in so ljudje klicali od vse povsod, kje se še lahko knjiga dobi. Sedaj je pred nami torej prvi ponatis, ponosni smo na to, veseli. Ljudje so knjigo kupovali zase in za svoje sorodnike, prijatelje, tudi zato, da so jo poklanjali kot darilo. Ima trde platnice, barvne fotografije, res izredno lepe in pomembno vsebino, zato je za različne priložnosti več kot primerna in dobrodošla. Fotografije pa seveda tudi naredijo svoje, ja. Ja, tudi jaz moram pozdraviti odločitev založbe, da je uvrstila tudi nekaj fotografij. Poleg tega so te fotografije zelo dobre. Naj povem, da je najtežje fotografirati hrano. To je ena najtežjih zadev. In recimo ljudje danes, če ni vsaj nekaj fotografije, edino jih knjiga ne zanima, ne? Je pa en od največjih svetovnih poznavalcev kulinaričnih knjig, to je Edouard Cointreau, Francoz iz družine Cointreau, to je znameniti liker, pomarančni liker Cointreau. On vsako leto pripravi tekmovanje za najboljše kulinarične knjige in je pred leti naredil eno raziskavo, kako zdaj ta sodobna računalniška tehnologija in pa elektronske knjige vplivajo ali ne vplivajo na izdajanje gastronomskih oziroma kulinaričnih knjig. Ugotovo je, da elektronske knjige sploh niso konkurentne, da še vedno narašča število izdaje kulinaričnih knjig. In sicer zakaj? Ker je zelo majhen odstotek ljudi, ki bi po teh knjigah kuhali. Ampak, ker so ponavadi dobre fotografije, lepo oblikovane, lepo vezane in tako naprej, jih kar naprej listajo in rečejo, to bi pa jaz tudi jedel, to mora biti pa dobro. Ne? Se pravi, ta zelo psihološki vidik, zdaj seveda vmes se pa najdejo tudi nekateri, ki jih pa tudi to listanje, bi rekel, posredno izobražuje v tej smeri. Tako da včeraj sem z eno strokovnjakinjo za medije iz Združenih držav Amerike bil na enem kosilu in je rekla, da v Združenih državah močno spet narašča izdajanje kulinaričnih knjig. Tako da je fotografija zelo, zelo pomembna. Tudi to aranžiranje jedi za fotografiranje, to strežno posodje, ki ste ga uporabili, se mi zdi briljantno, da ste vključeni v te keramike iz Maribora, če se ne motim. Iz Balečnika, ja. Se pravi, da so različni profili iz lokalnega okolja so oblikovali nastanek te knjige. To se mi zdi zelo, zelo primerno in dobro. Skratka, to je res knjiga, ki jo je vredno vedno ali za prelistati, prekuhati, ali samo za kot zbirateljsko knjigo, kuharsko, in jo res toplo priporočamo. Hvala lepa za tale pogovor. Mislim, da smo se imeli zelo lepo in ogromno smo izvedeli. Ob kakšni priložnosti spet. Vam hvala za obisk. Spet naslednjič pa vabimo v Celjsko Mohorjevo družbo v torek, 10. oktobra, takrat popoldne ob 18:30, ko bo tukaj gostoval ameriški pesnik Sidney Lee na večeru poezije. Hvala lepa.